The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, preden začnemo s podcastom, moram povedati, če kolesarske hlače, ki ste jih naročali, na dan, ko boste gledali podcast, jih grem iskat, se pravi naslednji dan se jih bo poslali, smo pa dobili trenutno Asset GT, mislili smo, da bo cela kolekcija prišla, pa ni, tako da Asset R bom poslal takoj, ko pride, vsi, ki ste naročili Asset R, vam bom spet poslal mail, da zamujajo, zgleda 10 do 14 dni, tako da tisti, ki gledate, mi loži tudi napišete, da jih novte naročili, vam bomo takoj vrnili kupnino. Nažalost, ni nič v mojih rokah, ampak se trudim, tako da, če hočete pa Asset GT naročiti, so pa prišle, tako da, evo, to bomo pa takoj začeli pošiljati. Zdaj pa na podcast. Čau! Ja, tistem romantičen sediš, no saj sem pa še lepši v zadnje. Čakaj, še tep moram tam da ti v kanister svetel. Ja, zdaj už ti menkle glavo osvetlil. Čak da pogledam pol, kakšno imam frizuro. Če mi kaj ne štrlikje. Danes sem še malo od včer. Ok, sončki, dobrodošli nazaj, nov kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra in kakor vidite, bova danes ocenevala tole grdobico zadnji. Debata bo potekala še v svetovnem prvenstvu. Nekaj sem si sicer zapisal. Nekaj novih produktov je vam prišlo, tako da bo o tem čist na kratk. Bilo je tudi državno prvenstvo v kronometru za materije, pa za mlajše, kaj so to, deklice, dečke. To je pa to. Tako da, ko si se imela za vikend? Ja, ful dobro. Kolesarila si ful? Ja. Naredila sem, v bistvu mi je Garmin napisal, da najdaljšo svojo furo v življenju. Jaz še nisem naredil čez 200. Imam na Garminu. Ja, 206 sem jih imela. Jaz sem jih imela že čez 200, ampak najbrž je bilo, 204, 205, zdaj jih je bilo pa 206, no, tako da... Svaka čast. Dobar je bilo, luštan. Veš kaj, če se tako pelu, ko smo šli, mi bi tudi lahko tudi ti bi to zdržal, no. A res? Ja. Če si ti lahko, pa bi tudi jaz lahko? Bi. Po moje bi ti šlo. Jaz težko verjamem, no. Tudi bi jaz pomagala, če ne bi šlo. Koliko cajt ste se vozili? 7 ur. Vse pa še ni bilo toliko. Ne, 7 ur smo bili na kolesu. Slabih 30 povprečno. Ja. To je v redu. Tako da pa 2200 višincev, tako da smo nekaj naklofali. Tako gore dole, prav nekaj zloraven ga ni veliko, ampak čeprav se peleš na morje. Ali gor ali pa dol. Ampak lušten, ful lepa trasa, ta Danilotov memorial smo imeli, ki ga ima vsako leto in je bilo res dobra družba, no, moram reči, taki vsi ta pravi kolesarji. Če greš na 200 km si kar pripravljen, tako da nobeden ni bil glih prav zelo bogi. Dosti smo se lahko tudi malo poklepetali, ker smo se tako vozili po dva, pa spremstvo s kombijem, pa tako da je bilo res varno. Pa upam, da je vsaj kaj prodal. Že tam sem mu dal tudi olje tja, tako da vse zdaj mu zrihtata. Evo, mi snemala. Ajde, tako, čau. Evo, se upravičujem in glih gospod prišel po kolo, tako da, lušten, ne? Ja, lušten smo se imeli. Pa včeraj na razpeljavca, jasno, malo je treba se še pa razvozati naslednji dan. Tako res tako lahkotno, veliko kave, pa na sladoled, pa pol še. Banana split. Banana split sem jedla po ne vem kolkem času, ampak sem si ga lahko prvošla, no. Še danes sem lačna cel dan. Samo otroc pa ti to je. Pa Mirsad. A Mirsad tudi? Ja, a nisi, da sta bila 2 na sliki? Kam že sem jaz pojela 2? Kaj sem, jaz sem to hiter dal story in to je to. Videl sem, pogledal si, kjer je sladoled jem. Ne. Nisem bil toliko pozoren, spod nisem jedel banana split, sem mislil, da je sam sladoled. Ja. Še banana je bila. Za kolo pa raboš, ne? Kaj si pa ti delal za vikend? Nič športu. Nič nisi športu? Plavil sem malo. No, si plavil? Pa si v glavnem sjedel ali kaj? Pa tudi jedel nisem prav veliko. A ne? Tako, užival sem. Prav. Ležal sem, plaval sem. Nismo nič na soncu?
Sem bil, imam vse zapečen. Ja. Sem en pražen. Brus nisi nič, a smo klobuk na glavo. Ne, edin po obrazu sem se namazal s kremo, druge se pa nisem. Tako da, in tudi če ni bilo toliko čutiti tega močnega sonca, je kar hajca. Ja, sonce je bil ful, res je pržigo, jaz tudi nas je ful pržgal, tako da še... Dej ti meni rajš povej telih 200 km, kako se je kolo obnesel. Je presenetljivo v redu. Sem mislila, da bom ful bolj trpela, glede na to, da sem bila tretjič na novem kolesu, pa sem šla 200 plus kilometrov odpeljati in sem se bala, da bom zelo boga, mislim, da bom pač vsaj malo kaj, no. Čeprav mislim, da nisem bila kaj dosti bolj boga, kakor vsi ostali, jasno po 7 urah ali pa 5 urah, ko si na kolesu, te je tako že čudem, da te ne bi čist nič nekjer motal. Tako da moram reči, da sem bila res presenečena in me nobena stvar, da bi me zdaj bolela ali pa naslednji dan, da bi imela kakšen muskel fiber, da bi me rekla, da me je nekaj posledično bolel. Tako me je bolel, pač mislim, čutiš rit, tako kot vedno posod. Standard. Tako da ja, nič tazga, se pravim, prav dobro se je obnesel, je pa res kolo je res trd, no, tako da se ga res čuti, da je, ko se vozaš, no, ne moraš eno dobro pozicijo najdeš, pol izritijo pa nekako bolj zbalansira, pa zelo moraš od spredi sedeti. Tako v bistvu samo kolo te sil, da si čim bolj od spredi. In bolj, ko sediš od spredi, bolj, ko se lahko dol spognaš, bolj, ko si ukrivljen, boljši se v bistvu počutiš, kar je v bistvu mogoče malo smešano. Jaz se nikoli nisem toliko dol držala, kot se zdaj držim na tem kolesu. Tudi moram reči, da na dol, ko se spustim na balanco, se lahko vozim ful dolg časa dol spuščena. Tudi po ravnini, ne, recimo, če gre, tako da ja, tudi spuste sem se vedno, vsak spust, ko smo šli, sem se več upala, tako da tudi spustenje je kaj dosti slabši odpeljanih kakor prej, tako da se ga kar hitro se ga da navaditi, no. Je pa pač, ja. A pa si opazila, da ko si šla iz Hudov na spodnji del balance, da je ful male razlike med položajem? Ja. Sej zato pa v bistvu je enostavno ni toliko težko se dol spustiti, ker si že tako zelo dol, ne. Ta kolo je res, to je tako, no. Zdaj je bilo veliko ljudi, ki so ta kolo tudi prvič videli, ker nas je bilo čez 20 in bi lahko rekla, ker pač jih je kar veliko tako zagretih, pa vsi imajo tako top kolesa, no res smo imeli, noben ima slabega kolesa v tej skupini in so tudi pač jasno eni kupujajo, iščejo kolesa kakorkoli. Je to tako kolo, ki definitivno ni za udobje. Za nekoga mogoče, ki je starejši gospod ali pa gospa, pa išče udobno kolo, da bi šel rad, da ima zdaj mogoče trdga, pa bi šel rad na malo bolj udobnega ali pa karkoli. To sigurno ni to kolo, a ne? Ker enostavno na tem kolesu ti ne moreš imeti, ne vem, nizko sedež, pa višji gor balanco, da bi bil, ker sem pač malo opazovala, kakšni so bili drugi. Ček, sem zdaj govoriš položaj ali da je kolo trd? Kolo trd, sam kolo je že trd itak, pa tudi položaja ne moreš narediti tazga, kakor sem kakšno opazovala, recimo, da bi bil ti, razen če bi sedež ful dol spustil, da bi bil res, pa ne vem, kako to zgleda, ne. Samo meni se je zdel pa ful udoben. Meni se je zdel pa bolj udoben, kakor pa, tako, da bi rekla, meni je udoben v smislu, meni nič ne boli, meni nič narobe na njemu, lahko sem se vozila dolg časa, ampak če bi pa rekla, sem pa veliko nižji dol spuščena. Ampak mi to položaj, sem to ni udobje kolesa. Je položaj, ampak ne moreš ti na temu kolesu nekako, kam ga vzdol. Višji več balance ne moreš dati. Vem, samo udobje je, recimo, jaz sem gledala da je trd, ko greš čez lukne. To, ne vem, meni se je zdel ta bajk, da bi se po oblačkih vozil. Če ga primerjam z, ne vem, BMC-om, z Dogmo, z Nišom, so vsi trši od tega. Ne vem, jaz bi rekla, da je meni kar tam, kar se tiče udobja, kakor mogoče Dogma. Okay. Res je, da imam jaz tudi gor tele plašče, ki so zelo udobni. Tako da meni je že Dogma bila zelo udobna. Ja, tudi na Dogmi sem jih imela. Tako da meni, da bi zdaj rekla, ja, glih tako, ko v lukno zapeljaš, glih tako čutiš, ko povsod drugje. Zdaj čez kakšne kanale mogoče, ko se peljaš, ja. Ampak jaz moram reči, da ne vem, kako bi bilo, ko bi se jedeno, še sem imela že prej dost kolo, ki je bil trd, ne. Tudi Dogma ni glih mehak kolo, pa čigumast. Pa da bi zdaj rekla, da je tale kaj bolj
Ne bi jih mogla reči. No. Jaz lahko primerjam, se pravi, z vsemi temi, ki sem jih jaz vozil, je ta definitivno med udobnejšimi, bolj udoben je bil še V4 RS. Jaz sem se s tem vozil po naši rundi, ne. Sem šel prav za nalašč čez lukne, pa to se mi je zdelo tako v easy. Mi ni bilo tako, da bi me prav orang stresel, meni je bil res pač ful udoben. Pa sem imel iste gume, iste plašče, Jaz mislim, da je bolj ta vse isto požiranje koles je bolj odvisen od, ne vem, tako tudi Mersat pravi, da bolj od teh sprednje vilce, kako je vilca sprednja speljana, da v bistvu potem drugače požira same lukne. Ampak že recimo Dogma je bila taka presenetljiva, ker je kolo trd, a ne, ko ga ti pohodiš, ko ga čutiš, da je kolo trd, tudi ko na njemu del časa sediš, ga čutiš, ampak ko se peleš pa čez lukne, je pa udoben. Ga pa ne čutiš luken. In tako je bila meni tudi že Dogma na prvi moment. In jaz moram reči, da z moje tiste stare derose, ki sem jo imela, pa sem šla na Dogmo, mi je zdaj to zelo tako podoben. Isto sem imela ta občutek sprednjega krmilo, kada je težji. Meni se ta sprednji del ti v začetku deluje, da je težji in tega sprednjega dela se moraš navaditi. Tudi na spustih zelo čutiš kolo, da ti ga vleče naprej ta sprednji del, ker jaz mislim, da je ta sprednji del veliko težji v primerjavi z marsikaterim drugim kolesom. Ali pa ta položaj vilce. To bi znal povedati kakšen, ki je bolj tehnik, mogoče Mersat ali pa kakšen, ki je bolj mehanik, zakaj prihaja do takih občutkov. Zdaj sem rekla, da je sam zahvaliti ta kolo, tako kot sem rekla, kolo je hiter, udoben, predvsem je hiter po ravnem, pa po položnejših klancih. Na strm klanc ga je treba glih tako tišati, kot vsak ostal kolo. Je pa res, da ti ne daje kakšnega občutka, da bi te recimo nazaj vlekel ali pa tudi na strmem klancu, tako kot si že povedal, ne? Tudi na strmem klancu, ko pritisneš, gre kolo. Jaz se z njemu nič nisem slabše vozila, recimo z Dogmo, zadnjič, ko smo šli v četrtek na rundo, pa smo šli na ta strmi klanc gor na Lipoglav, sem se čisto isto pelala, ko se pelem z Dogmo. Zdajle, ko smo se pa vozili, moram pa reči, da ne vem, a sem letos tudi toliko bolj počutim, sem toliko bolj pripravljena, da sem še po 180 km se na Motovun oziroma na vrh Karojbe, ki je 16 minut trajal moj čas, pelala lahko čez svoj FTP, tako da mislim, da to je krno. Zdaj ne vem, a je to pač motivacija na okolo, ali se toliko bolj počutim, ali sem letos res toliko bolj natrenirana, kot sem bila lani. V glavnem lani vem, da se nisem mogla, sem se 20 vatov skoraj več vozila na klanc, kot lani. Po isti trasi, na isto obdobje. Če si ti više vate, pa si toliko bolj natrenirana. Ne? Ja. Pač druge neki ni, glede na občutke, ki si jih upisala na kolesu, ti je praktičen isti šmoran, skoraj da ne. Ja, meni se pravi, da zdaj kolo edin, kjer ga res čutiš, da je razlika, je ravnina, čim se hitrost razvija, pa ne rabijo biti velike hitrosti, res ne, ker pač berem komentarje, da ne rabi se to 40 na uro pelati. Že pri 30 na uro, čim se je ta hitrost razvila, čim smo se pelali več kot 30 ali pa še manj, začutiš, da kolo enostavno ne rabiš več iz njemu toliko delati, kot si mogel do tiste hitrosti. No. Tako da to pa, ne vem, meni res položen klanc s telim kolesom, ful se dobro pelje, no. Ja, ne, pa se dobro bo, ko boš šla te klance, ki jih redno voziš, da boš odpeljala s podobnimi vati, pa ka veš, da jo še kile podobne, ne? A veš, da ni zdaj tako, to sem pa dosegla takrat, pa bojo isti, ne vem, bojo isti vati, sem nas takrat imela 5 kil več, ne? Ja, ne, zdaj bom šla res tole, sem nekaj, da čim bom imela priliko, zdaj jutr pač bo slab vreme, kakor kaže, tako da ne bo časa, če ne bi šla že jutr, ampak te lepance me najbolj zanimajo s tem kolesom. No. Tako da, ja, se pravi, meni je bi pa dober kolo, res dober kolo, ful odzivan kolo, meni ful sede, dobro se počutim na njemu, ampak je pa zelo, no, ta pozicija, ki te sil v njo, je pa res pozicija. No. To bi pač, zdaj, če bi mi nekdo rekel, ki hoče iskati udoben kolo, bi mu rekla, to ni to. Če bi iskal udobje. Greva samo razlikovati udoben kolo pa položaj na kolesu. Ja. To sta dve različna pojma. Ti pa to je notaš, to ni res. Ta kolo je mogoče udoben, ja, če ga gledaš z vidika dirkača,
nekoga, ki tekmovalca, ki dirka, ki race hiter voz, ki si hočem samo povedati, kako pobira vibracije, kakšen je položaj na kolesu. Se pravi, položaj na kolesu te sil v prisilno držo in je res položaj, ampak kolo, kako se pa voz na cesti, je pa za moje pojme en izmed najbolj udobnih. Pa sej to je plus, zdaj ne vem, kako bi v bistvu, ne vem, kako bi to udobje definiral. Ja, dve stvari sta. Eno udobje je to, kot ti praviš, kljub temu, da si v race poziciji, kljub temu, da se hiter voziš, da sem bila dolg časa na kolesu, mi je bil udoben kolo, v tem smislu, da sem se lahko dolg časa vozila. Če pa gledam iz vidika udobja, tako kot bi rekel, se pravi tako, da bi nekdo rekel, jaz hočem udoben kolo, da se bom na njemu dobro počutil, da imam lahko visok roke, pa to absolutno ta kolo ne moreš v tako pozicijo spraviti. Smo glih gledali in to smo se pogovarjali, ker je pač nekdo, ki mu je bilo zelo všeč ta kolo, ampak on je trenutno na kolesu skoraj poravnani sedežem pa izbalanco in to je, mislim, da na tem kolesu skoraj da ne mogoče doseči, če pa že dosežeš, pa ne vem, kako izgleda. Oziroma mislim, da bi se mogoče bi se celo res začel zadevati z nogam v balanco. Ne? Ti si me vprašal, če se jaz se ne. Tudi ka abzicam se ne. Je pa res, ful se bo mogla navaditi, ful moram paziti, ker se mi to naprej pri nobenih kolesih ni dogajalo. Če ga obrnem, tako kaj je na mestu, pa ti se znam s čevlom zadeti v prvi obroč. Pa zdaj mogoče, če bi res, mislim, ne vem, no, jaz se nisem, načeloma sem tudi gledala, koliko mi placa ostane in se načeloma ne zadevam nikjer z nogama, pa mogoče, da bi v kakšni določeni poziciji se lahko tudi približil z nogam, lahko spodnjim delom balance. Če se zdaj nisi se ne zadevam, nisem se zadevala nič. Da ti si verjetno imel prekratko fajfo ali pa... Pa ja, sam razlike je bilo 7 mm samo v primerjavi z mojim, ne? Tako da ni to velike razlike. Ali pa kaj ta ne, meni položaj mi je bil perfekt, razen jaz bi si dal centimeter daljšo. Ne, ampak da je bil prenisko glih zaradi teh tvojih nog? Ne vem. Ne, če gledam drop od sedeža do krmila, meni je bil položaj, mi je bil super. Jaz ne bi čisto nič spremenil. So pa ful dolge, ne, tele, če tudi sva gledala z Mercedom z ostalimi krmili, ne, so ful dolgi spodnji del krmila, ne, tukaj, kjer je krivina in pa dol, je ful daljši od, se pravi, kompakt balanska. Zdaj ne vem, kako se ta balanca tretira, ne. Ker to ni klasičen kompakt, ne, če ga tako pogledaš. Še vedno je kompakt, ker je lepo zavitne. Je, ampak, ja, ne vem, se pravim, kako, ja, je pa ful daljši, no. In tudi jaz recimo, ne vem, v kakšnem primeru, nisem prišla recimo z roko do konca, tako kot včasih, ko se držiš, ampak sem kar dost naprej. Tudi če se dol spustim, mi ne pride nekje ta dolžina v smislu, da bi se držala toliko nizko dol. Tako da mogoče je to kakšne 2 centimetra čist preveč te balance. No? Ne vem. Ja, sej. Mogoče pri naslednji izvedbi, ko bojo delali Y2 RS, bojo zihar še določene te stvari, ki bojo zdaj opazili, bojo najbrž izpopolnili. Ja, se pravim, če kdo to uporablja, ta del, pa da noben nam potem mogoče je smiselen, ampak če pa ne, pa na vsaki strani z 2 centimetrama že kar nekaj prošparaš, pa tudi na težje, če bi eventualno dal stran. Sem pa gledala, en review enega, ki so to razvijali, pa že povedal, da bo od spredi ta aksa, ki je zdaj noter kovinska, da bo iztitana, pa da bo mečkan drugačnik trikotna, tako da bo malo drugačna, tako da bo ta spreden del verjetno kar dosti lažji prišel, ker res se ga čutno, sploh ko se prvič usedeš na kolo, čutiš ta spreden del. Jaz sem se ga takoj navadila v prvi furi že, da je to pač drugače, ampak je drugače. Ja, predvsem se mi zdi, da čutiš to ne takrat, ko ga orang pritiskaš, ampak greš malo bolj na easy, se ti zdi, da imaš tankar pod sabo, tako ko malo manevriraš. Ja. Ampak to je samo, mogoče res prva vožnja, že drugo je bilo že drugače. Zdaj po 209 km, 6 km je bilo itak res tudi nobenega več. Meni, ko sem ga vozil, pusva položaj, ampak če gledam, kako kolo vibracije pobera, tako meni, jaz bi ga dal, če temu ustreza položaj, ne bi ga dal lahko vsakemu kolesarju, če je lahko v prisilni drži pač toliko časa, bi rekel, s tem kolesom greš lahko
prvič ga furaš, pa je šlo do 200 km odpeljati, pa ne bi smel imeti težav. Vsaj tako, kar se mi zdi. Sej, pač jaz tudi sem. Sam jaz moram reči, da recimo pa zdaj ne vem, bo spet kaj še rekel, to ni za primerjati, ampak tudi s tvojim nišem. Sem šla prvo furo Mangart Vršič odpeljati v Šusu, pa mi je bilo, pa moram tudi reči, da mi je bil zelo udoben kolo, tudi čez Lukne, pa čez vse čez. To ga ti lahko hvališ, jaz rajš hvalim druge brende. Ja, sej, zato pravim, da zdaj bo spet rekel, kako lahko to primerjaš z enim Kolnagotom. Ja, ampak enostavno tudi niš je bil kolo, kaj je pobiral, a ne. Zdaj imaš, so pa kolesa, ki pač ne bi glih po imenu govorila znamk, ki se pa na njega usedeš, pa se zapeleš čez en, pa mogoče deluje, tako kot si rekel, udoben, ne, pozicija, ampak se z njemu zapeleš pa čez kanal, pa misliš, da si se zapelil čez Makedama, ne. Tako da... Ja, da mi povej, objavila so tale vlog, kjer si predstavila kolono, zato ga Nova še enkrat danes predstavlja, ker je že takrat in si lahko pač tisti pogledate. A si pogledala tukaj komentarje? Sem, sej zato pa pravim, da ima vsak svoje mnenje, vsak svoje ideje, ampak sej ja, jasno, enemu kolesu, ki toliko zgleda nekaj je pač poseben, kakorkoli pogledaš, je kolo nekaj drugačen, kakor smo jih bili do zdaj navajeni in jasno, da ni za pričakovati, da ga bojo vsi sam hvalili. Tisti, ki ste ga pohvalili, hvala lepa. Ne, bolj v smislu... Lahko pridete na kavico, jaz vas častim. Bolj sem mislil v smislu tega, so dali kakšne te ideje, kako bi ga... Ja, sej... Zdaj v bistvu tako je en gospod napisal zlati, ne, na traku, na krmilu so pač itak bili, sem jih imela že prej na dogmi, tako da so šli tudi sem gor. Zdaj meni osebno je pač tak, kukar je, mi je všeč, če ne bi bil tako narejen. Tako da mi enostavno tudi mogoče, če bi nekdo rekel, da ta rumena pa modra ne gre skupaj, oziroma zlata pa modra, ampak je v bistvu kolo nekako razdelana, ne, da je ta zlat del samo na spodnjem delu, a ne, ni nikjer drugje. Ta zlata zdaj, da bi jo usiljevala, ne vem, kakšne zlate nosilčke, pa ne vem, kaj tazga dajala, tako da dejansko je ostal sam moder napis. Ta napis je itak na soncu zelo blešči, pa svet, tako da je tak, ki bi bil diamantan, ne, tako da se mogoče pol tudi to zlato čisto dobro poklop. Tako da meni načeloma je okej in nekih... Se v bistvu pač tukaj je bilo predvsem to, da se zlata pa modra tepata, ne, največkrat je bil ta komentar. Čeprav meni v živo čisto vsakmu sem rekel, da mi zelo lepo gre skupaj vse, predvsem tudi zaradi tega, ker nisi s kakšnimi pizderijami ga srala, ne, ali sedežom in podobnim. To je vse stvar okusa, je pa res, da mi dva... Zdaj, mogoče tukaj lahko vidijo, kakšen zgleda meni lep kolo, takrat, ko mi dva ocenjujeva, kaj imava v mislih, da enostavno mogoče malo kičast ali kakorkoli, ampak ja, kolesa so, ena so taka, ki jih dobiš iz trgovine, ki so mogoče, bi rekli, pusta, pa vsakdanja, in bolj, ko se nekaj igraš, pa danes je toliko teh dodatkov, bolj, ko narediš kolo odbit, pa magar, če daš vse različne barve, pa mogoče bi na koncu čist odklop lahko zgledali, ne. Da je kolo nekaj drugačen, da je nekaj posebenega, glih zato je pač meni je to, ne, da kolo pogledaš, da je drugačen, kakor ga imajo vsi ostali. In to je pač nekaj tist, kar je da kolesu tist tebe noter, ne, da si, kar si. In to lahko se naredi s kolesom, ne rabiš imeti veliko denarja, ne rabiš dragih stvari kupovati. V končni fazi, če hočeš dobro zgledati, greš lahko tudi na Temu ali pa ne vem kam, pa najdeš neke te dodatke, take in drugačne. Tako da... Se glih z gospodom, ki je prišel zdaj po ta kolo, ki mu ga je Mirsa zdaj do konca zrihtu, so se glih o tem pogovarjala zjutraj. Ti lahko kupaš OEM bike, pa ga z leti nadgrajuješ, da je tak, ki kupaš nekaj serijskega, ne? Sej, imaš nov bike, itd., vse super fino, fajn, ampak ga pa tako, kad daš, pa daš lahko sam neke svoje šraufe, takoj, ko si vedel, da si dodal nek touch, ne, tako, ko so pri avtomobilih pa teka šraufajo vse, ne, isto je zdaj pač ratal pri kolesu in ja, jaz ko mi čakam, da vidimo, kva bo čez tok in tok let, ko vam prišlo, ampak že zdaj, tako par koles, ki sem jih jaz tudi kazal, zgledajo nori in če imaš pač tak kolo, pol se greš na coffee ride, na sladoledek, furaš se 25-30 na uro. Vsi te gledajo, kakšen kolo imaš, ne, in
Čeprav meni, ki ti si pač bolj te črno, da je vse ne, pač jaz tudi pravim, da tudi s trakovi pa za sedeži se da kolesa popestriti in jaz v bistvu že imam trak za tega, sam ne vem, kdaj boš gor. Mi je čisto super tole. Tako da imam že, kjer se bo pač zlil spet s tem sprednjim delom, a ne trak potem, ampak ja, ti bo še malo počakal en čas, da bo malo se takole vozil. Ok, vsi, ki spremljate, lahko v komentarjih spodaj ocenite tole grdobico od 1 do 10, če bo povprečje bilo z 9 plus oceno, pol bo šel tudi ta kolo v končni izbor, ampak tako je, tudi če bo zmagal, ne bo Petra dobila nagrade. Sej ne bo, sej imamo lepa kolesa, jaz sem že dajala ocene, tako da... Ja. Imajo eni res tudi lepa kolesa in tako da, kar še pošljate kakšne slikce, pa kar igrajte se s kolesi, ker je to pač malo lušten, saj pravim. Da se tudi dost ugodno te stvari narediti in treba, da so sam drage zadeve gor. Ja, pa tako, ko mi da komentirava, se vem, da to skoraj vsakič rečem, ampak večina vem, da vas ne zamer, kakšni pa res mislite, koliko mi dva pol pokritizirava. Ne zameriti, pač to je sam najmnenje, sej večina se lahko daj čist nič ne strinja s tem, medtem, ko mislim, da v veliki večini pa tako. Če se pogleda, se kar dost ljudi strinja z nama, ampak ja, pošljite še tele bajke. Mislim, da ta teden ni bilo benga, če je kdo poslal, naj še enkrat tam piše, ker jaz se ne spomnim, da je kdo poslal. Zdaj pa greva mi dva dalje. A imaš še kaj bajko? Ja, jaz bom kar tebe zdaj kle izkoristila, tale tvoj kolesarski ček. Jaz sem zdaj prodajala mojo Dogmo, ki je v bistvu kolo, ki je relativno dosti nafrišen, pobarvan, je originalen kolo, Dogma F12, velikost okvirva je 53, balanco imam 12, ne? Pa 12 je dolga, pa... Težko, ja. A ni 12? Aj 10, 12, 10. Po mojem imaš 10. Aj 10? 10-40. No, 10-40. Ja. 10-40. Upam, da je 10-40. Zakaj mi gledali 12? Ok, bom jaz tudi še objavila na svoji strani, pa na Velobar strani bo posod objavljen točne mere pa vse kolesa, ampak ja, 10-40 je širina balance, 2 sedežni opori sta, ena je zero, se pravi, druga je originalna, malo nazaj zamaknjena. Mislim, se tudi zero je original, sam tok. Tudi zero je original, tako, tudi zero je originalna, no, sam pač ona je bila prvotno gor, ta je bila dodatno kupljena, tako da sta obe sedežni zraven. Kolo je brez opreme trenutno gor, ker sem jo dala na Kolnagota, ker je bila gor nova Dura Ace. Možen je dobiti kakršno kolo opremo, si zamislite. Jaz bi tukaj svetovala mogoče eno Ultegro novo, ki jo Mersat zelo ugodno lahko zrihta. Tudi Princeton teli obroči, ki so visoki 45, se zraven lahko prodajajo, tako da si lahko 45-50. 45-50, no, tako. In si lahko v bistvu mogoče sestavite en tak svoj kolo, pa pomagamo, pa mislim, da tudi ugodna bo cena, tako da se lahko za kar eno tak, ne bom rekla, nekje za 5500 evrov dobite točno v bistvu tisto mojo Dogmo, taka kot je bila, sam da z Ultegra opremo, novo opremo, tako da če je kdo zainteresiran, pač lahko pokličete, lahko v Velobar, lahko na številke, ki bom, se pravim, na Instagramu pa na Facebooku bo vse objavljeno, tako da si lahko pač, če koga zanima, lahko pokliče. Evo, kličite Petro. Jaz sem pozabil na začetku, sem imel polno stvari napisane. Najprej bi se rad zahvalil estetki Fabijan, Maticu, Tini, ki sta dala nas v revijo in je klele noter, se pravi oglas naš, hvala še enkrat. Pol custom dresi, zdaj sem imel par stran, ki se vas je zanimal. Če kdo želi, se pravi za podjetje, 20 kosov ali več dresov, pridite, se zmenimo, vam jih dam jaz za probat. Čas dobave je približno 2 meseca. Pol imamo pa še custom kolesa, zdaj zgleda je konc sezone, pa vsi razmišljate že v naslednji sezoni. Tako da vsi, ki hočete custom kolo, zdajle
prihaja eden, bo zgleda gospod zvedel iz podcasta, če mu nam jaz prej sporočil. Naslednji teden ga že pošljajo eno tako noro barvo. Keramik spic sem že dubil, prejma je tudi že na poti, tako da bo po moje tudi niš zelo lušten Kje pa je tvoj sestavljen. kolo? Moje je že na poti, sam ga še nikle. Aha, Ja, dobro. upam, da pride, zdaj ne vem, bo ta teden prišel ali pa naslednji teden. Tako da Jan, tako da veš, enkrat v tem času šlo pripelo kolo nazaj, da zamenjava balance. Tako da ja, to je to, kar sem imel na hiter. Zdaj greva lahko še na slovensko sceno, kaj se je zdaj dogajalo, to, kar sem že omenil. Jaz sem si zapisal, da je Mitja Lesja, ki je bil ta najboljši med amaterji, je v bistvu dosegel tudi ta najboljši cajt overall, tako da čestitke. To je pa tudi to. Čestitke vsem, ki ste novi državni prvaki. Konfeti. Je, bravo. Bravo, pridno ste trenirali in evo, zasluženo. Tako da zdaj greja pa midva kar na... Najprej bom jaz še v telih parih produktih povedal. Tisti, ki ste spremljali, je dal Rotor ven novo grupo, ki je zdaj električna, tako da vse, ki vas zanima, kakšne skupine, da je tudi cenovno malo bolj ugodna, 13 srednja, si lahko pogledate na Rotorjevi spletni strani. Ne bi bila cenovno tam upgrade kit enih $800, pa ne bi bila tudi dosti, kao z vsemi komponentami ne bi prišel tam na 2500 gramov, kar je nekje tako kot Durajs pa Red, vse, kar sem jaz razbral. Pol je pa Garmin je dal nove pedala ven, Powermeter, Rally 210 pa 110. Je sicer ne vem čisto točno, zakaj bi jih kupil v primerjavi z Xiaomo, ker so koliko 300 ali 400 so v bistvu dražja, pridejo 1200, tako da mi kar malo taka huda cena, razen če bi želel imeti ta nova pedala, se pravi, da so senzori v aksi noter, ker pa luk, da bi hotel imeti, potem bi Garmin vzel, drugač ta od Xiaome, pa še dobrih 20 gramov so lažje od Xiaome, tako da za vse vejtvinje, če hočeš imeti Powermeter v pedalih, po moje to še vedno ena izmed najboljših opcij. Tako da Kje so zdaj lažje, Xiaomi ali Garmin? Xiaomi so dobrih 20 gramov lažji za par. Tako da pa mislim, da so od Xiaomi koliko. Zakaj bi imel pa luk Garminove? Ja, zaradi tega, ker lahko zberaš, medtem ko pri ta novih Xiaomi imaš samo Shimano. Ne moreš luka vedeti gor? Ne. Kaj sploh ne moreš luka gor? Ne. Kaj samo Shimano ali kaj? Ja. O, res? Ja. O. Tako da to je to. Grejo zdaj na svetovno. No. Najprej kronometer. Ja, sej drugega še ni. Ne, da napoveva malo kva pa kako ja. ne. Ja, No, skratka, jaz sem se vozil domov, ne, glih z morja, takrat so glih štartala, sta malo nazaj in pol ni zgledal. nisem mogel, pač v gužvi so bila, ne, so se 2 ure so se furala v gužvi, po meter sem se premikal, sem gledal na telefonu. Mene je prav bolel. Mene je bilo, a veš, ko gledaš kakšen film, pa je tep naroden za unga, ne. No, tako nekako sem se jaz počutil, ker skoraj nehal sem gledati tam, ko je bilo, minuta pa pol, ok, sam da ga je pa prehitil, mi je bilo pa, kar težko mi je bilo gledati, no. In sem pol takoj, ko je bilo fertik, sem sam prekinil, sploh nisem gledal več naprej. Po moje smo bili vsi v podobni situaciji, ampak tukaj mislim, da ni niti nekaj za učitati, niti pač situacija, kakršna je bila, vsak ve, najbolj ve tedaj zase, kako pa kaj. Mi smo mogoče vsi preveč pričakovali, to je dejstvo. Zdaj vsi pričakujemo vedno od njega, da bo kar zmagal, tudi sam si je tega želel si je tega dvojčka, da dobi kot prvi, a ne, v vsej zgodovini, ki bi zmagal in kronometer in recimo Svetpol še cestno dirko. Jaz sem sicer rekla tako,
ko smo se pogovarjali že tam, ko smo bili zdaj, ne, tudi na tem kolesarjenju, pa smo imeli že en dan prej malo debate glede tega, pa zmerno smo se pogovarjali, sem rekel, da ne vem, zakaj bi bilo tako samoumevno, ampak res sem to rekel že prej, zakaj bi bilo tako samoumevno, da v to kar Pogačar zmagal ta kronometer, ker so tudi še drugi dobri, tukaj si sam na cesti, on nekako vedno, tudi sam je vedno že prej povedal, da ni specialist za kronometer, a ne, to je vedno poudaril. In se mi ni zdelo tako samoumevno to, pa on kar zmagal in bo kar dobil. Je pa res, da zmagi govorim o tem, da ga je pa ogromna bila razlika, no to pa mislim, to smo bili pa mislim, da vsi presenečeni, no ne samo mi, ampak verjetno cel svet kolesarski, da je bila to taka velika razlika med njemu pa med Remkotom, če pustimo zdaj vmes, a ne dva, v bistvu med tretjim pa četrtim praktično razlike ni bilo. Ampak se je tudi Džaj Vajn je ful dobro odpeljal, tako da tukaj tudi mogoče je bilo največje presenečenje vsaj te prve peterice recimo, ali pa ne. Ampak midva sva bila še hujš, ne. Midva sva prišla v lokal, restauracijo ob morju v Špadičih in se usedeva, tam sva bila že eno let, 2 let lani, predlani gledala, mislim, da v Elto so tudi za najo že naštimali in imajo ogromen platen in so nama naštimali, ker so tam gledali nogomet, ne, jasno Hrvati, midva prosva, če lahko bi dali na Eurošport in naštimajo na Eurošport in gledava in z nama so gledali vsi kelnerji, kuhar, tam so prišli ves folk je gledal še kar je bilo ostalih Slovencev na plaži in smo gledali in tako mi, da sva kar lezla pod mizo in jaz sem tako sem že mislila, kva bomo tam spet vsi veseli, a ne, vsaj nekak in je bilo še bolj nama neroden ampak tako ona reči, da so vsi pač, nobeden ni bil tako, da bi rekel, če ta Pogačar nič ni od njega, vsi smo bili zelo tako, no. Mislim, se to ne moreš reči. Ja, je, ker zdaj, ko poslušaš, pa že potem prvi naslovi, a ne, moram reči, da sem v bistvu zelo razočarana nad našimi novinarji, zdaj so res toliko butasti, ne moram drugega reči, se ne spoznajo totalno nič na kolesarstvo, ne, mislim, da se take naslovi so bili Pogi brez medalje, Pogačar brez medalje. Potem je bil naslov, na 24 ur so imeli porazno, ne vem, Pogačar zaustal Remko, ga prehitil. V glavnem, taki naslovi so bili, da to je kar malo tako kva, ne, mislim, kakšen je to naslov, ne. Mislim, vedeti moraš, da novinarji to delajo zaradi naslov se klikne, ne. Ja, vem, ampak se bi lahko tudi napisali, ne vem, samo sekunda zmanjkala do kolajne ali pa neki tasga, pa bi glih tako lahko kliknul gor pa prebral, ne, tak. Negativen naslov je 5-krat več klikov, kot pa na pozitivnega. Vem, sam na tak način, ne vem, no, kad takrat ne vem, to so vsi športniki, se to velja za vse, ne samo za Pogačarja, pa za kjerkoli športa, ne, zakrat, kad dobivajo, se jih hvali, kad zgubljajo, pa res se jih nekako skozi potem tako kritizira in ne vem, ne moramo, vse so tudi ljudje, ne moreš pričakovati. Ja, samo to pa je, mislim, da se športniki zelo dobro tega zavedajo, pa da jih glih ne potovče, ker to pač je dober si sam to, kakor je tvoj zadnji rezultat. To je pri vseh športih je tako. In nima veze, kdo si, kaj si. Ja, ampak je res kar žalostno. Tako res, glede na to, koliko je Pogačar letos odpeljal enih dirk, ne, koliko je v to vloženega enega truda pa energije in ja, jaz sam, v bistvu lahko sem tako, no ja, presenečena sem bila na temu, da je bila taka velika razlika, da ga je Remko dejansko nagonil, demantiral, sploh ne kako bi temu rekel drugače. Potem je bilo zdaj tako upam, da je vse samo tisto, kar je tudi Pogačar rekel, da enostavno pač ni imel nog, da ni mogel ritma dobiti, da ni specialist, da mora več trenirati, da ni dosti treniral, da je vse samo to, da ni kaj drugega, da ni, ne vem, kakšno virozo, pa da je kakšne posledice pustila ali pa tudi tako, ko si že ti rekel, da tam tista Afrika je čudna, vse živo lahko, mogoče mu enostavno tudi podnebje ne odgovarja, ker tam se je videl, še preden so štartali, to mora biti tam je vlage, ne vem, koliko %, vlažnost in zdaj to je tudi verjetno dosti težko, na 1500 metrih so, kar tudi ni verjetno čist najbolj enostavno, ne, se verjetno že malo pozna. In vse to eno z drugim je najbrž tudi prenese še kaj zraven. Zdaj mogli so biti cepljeni za vse žive čudne bolezni,
jesti morajo, vse tako jaz mislim, in sigurno je tako, no, antimalarike in določena zdravila, ki imajo lahko tudi kakšne stranske učinke, tako da to je vse ampak to se je vedelo, ne, to je pač Ruanda, to je čist drug svet, to se je vse vedelo, da bo do tega prišlo. In lahko, da tudi te stvari vplivajo na njega, ker te antimalariki so blazen, dehidrirajo telo in je treba veliko več piti zraven. In zdaj, če že tako še potem ta visoka vlažnost, toliko več švicaš, ogromen je enih dejavnikov, lahko tu vplivajo, pa ne samo na njega. Se so vsi ostali isto izpostavljeni, samo eno telo od nekoga odreagira tako, od drugega pa tako. In zdaj samo upam, da je bil pač to samo en dan in da bo naslednjo zdaj to nedeljo, ko pride tak, ki mora biti in da bo svoje odpeljal in pač on nagonil vse ostale. Ja, meni tako, mislim, vsi vemo, kakšen kralj je Pogačar in pač meni je bilo tako, čuden mi je bilo gledati, ker se mi zdi, da se vsi zavedamo, da je sposoben odpeljati dosti boljš, kar je tudi pokazal že velikrat. Zdaj, če sem čist fair, sem upal, da bi lahko presenetil, ampak roko na srce, tak položaj, pa tako, kot Remko je na TT kolesu, mislim, da si moram naslednje let spet pogledati ta podcast, ki ga danes snemava, in jaz ne vidim nobenega, ki bi mu bil zdajle vsaj približen kos. In je pač res, on tako zgleda, on je kot ena krogla iz pištole ven, ki gre, je v unmu položaju in ima res pač lepo zgleda na kolesu. Ne moreš, pač sploh ga ne moreš kaj skritizirati in vsaka čas, da je pač tako odpeljal, ker ne, da je Pogačar tako slabo odpeljal, ker je bil četrti, a ne, še vedno na koncu, ampak Remko je odpeljal pač noro. To je bila trasa, ki je načeloma skorda ne direkt za njega dela na neki klancov, se pravi oni, ki so ful močni kronometristi, niso pač bili tako hitri v klanc gor in ja, po moje, da jim je dal na vseh frontah, razen mislim, da četrt odsek, da je slabši odpeljal, je bil J1 kar dosti hitrejši, mislim, da je takrat že šel bolj tako, je že vedel, da je toliko spredi, da lahko mogoče kakšen vad da dol. Tako da vsaka čast. Ja, da so se še to spraševala vmes, a imajo vezo ali nimajo, čeprav so pa na koncu videla, da so imela, ne. Tako da so že pač upala, mogoče pa ne ve, da prahajajo od zadaj Remko in tako, ampak ja, pač pa smo videli, da imajo vezo in da enostavno pač ni šlo. In se Pogačar še rekel, da mu je selektor rekel, da ne pusti, da ga bo prehitil in mu je sam še bolj moralo pol zbil, ker je pač šel. To je res beseda, ki jo nobenemu nikoli ne rečeš, ker vsi vemo, kaj pomeni, ko te eden od ozadij ujame, oziroma že on ozad, ki prahaja, ki tebe zagleda, mu da še 2 vata zraven, ki pa tebe prehititi, jih pa 5 vzame. In mislim, da zdaj tukaj verjetno gre za tudi nepoznavanje selektorja Murna Pogačarja, verjetno ne pozna ga dobro in ni vedel, kako v taki situaciji do njega odreagirati. Jaz sem prepričana, da v tem primeru, če bi kdo drug, naprimer Hauptmann, sedel v tem avtu, ampak ne, da zdaj on mora biti selektor, samo govorim iz vidika, kako poznajo Pogačarja, da bi verjetno mu marsikaj drugega mogoče rekel, a ne na drugačen način, tudi že iz tura, kjer slišimo te spodbude iz radija, ali Pogačarju, ali pa tudi komu drugmu, ne, saj tudi recimo Vingegaardu, kakšne spodbude dajo, nikoli ni pazi, prahaja od ozadij, pazi, da te na odubu, ampak so v bistvu vedno, ti si dober, ti si najboljši, cilj je čist blizu, čakate v cilju Urška, še malo, Urška je tam. Vedno so neki te komentarji in jih slišimo in res nikoli še nobeden mu ni rekel, pazi, da te na unujo. Se tudi še nikoli ni zgodilo. To je tudi res, ampak mogoče je to malo šlo, selektorji, ampak mislim, da zaradi tega ne bi Pogačar ne bi zaradi tega zmagal kronometra, ampak mogoče bi imel pa 3. medaljo zaradi tega. Tako da ja, to so debate. Greva zdaj mi, da ampak imeli smo tudi ženski kronometer včeraj, prosim, zakaj ti nas ženske toliko ponižuješ? Pa kaj misliš, da mi nič ne delamo, ali kaj? Zelo relevantne ste bile.
Relevantne. Kako relevantne? Ne vem, jaz sploh nisem vedel, da je bil ženski kronometer, dokler pač... Ja, no, vse to je to. Kaj ga sploh kazalni? Jaz sem bil na Eurošportu. Tudi na Sloveniji 2 je bil prenos. Na Eurošportu se je začel z moškim, žensk sploh ni kazali, atletko Ženske kazali. so bile že, v bistvu je bil konc ženskega kronometra, pa je bilo vmes pauza, pa je bil pa moški. Ni bilo kar eno za drugim. Ni bil prenos eno za drugim. Ja. Ja. Se hecam, dame. Sam Petra moram še malo dodatno. V glavnem, jaz moram reči, da je bila tudi Urška v bistvu ful dobra, tudi glede po času in po vsemu, čeprav je pač dosegla 16. mesto, pa je ona s tem razočarana, ampak se je zelo dolg časa držala v ospredju in mislim, da biti 16. na svetu v kronometru tudi ni nič slabega. Tako da tudi meni je bila pač, kar se tiče za slovenske predstavnice, da je čisto dobro nas predstavlja. Je pa zmagala ta Marlene Rousseau, Švicarka, in to tudi kar z veliko prednostjo. Druga je bila Ana van der Breggen, pa tretja Demi Vollering, ki se je pa zelo namatrala, da je prišla do tretjega mesta. Upam, da se ni preveč skurila, da ji bo tudi njej še ostalo za cestno dirko, ker res kar malo za njo navijam. Tako da to je toliko o ženskih rezultatih, no, toliko, da boš vedel. Da boš vsaj vedel, kakšni so bili. No. Zdajle se prav Zdajle pa vozijo naši mlajši člani glih. Ja, da, kronometer je do srede, ne? Pol je en dan pauze, ne? V četrtek je polun, kaj je to, kombinacijski ali kukarkoli. Niso še te para vmes variante, ki so neki, a niso oni tudi? Ne, ono mora biti čist po svoje. A niso oni neki? A ne vem. Ne, danes pa jutr mesec je sam še kronometer. Kdo bo pa vozil po jutrišnjem? Edin, če je kakšen skupinski kronometer, mešan. Ja, neka taka je. To, če so še fora. Pole pa mislim, da v petek se pa začne, se pravi najprej je U23 za moške. Vozijo isto kukar ženske elit svetovno. To je soboto. Ne, moški imajo v petek. V soboto je pa pol ženski U23 pa elit. Dopoldan je U23, popoldan je pa elit. Nisem ti gledala razvrstitve, kako. Ne. Tako da jaz bom zihar priklopljen v petek pred zaslone pa naviju za naše, ker ekipa je, vsaj meni na papirju so mi Ja, imamo tele mlajše člane, imamo zelo močno tudi ekipo. Umrzeli je tudi, ne, tako da verjetno, ampak ja, da bo spet konkurenca bo velika. Čeprav seksa ni, ne, ker voz že pri članih, tako da mogoče je to ena od prednosti, da se res lahko kaj tam doseže. Pa v nedeljo pa ja, pa naš... Imajo pa moški, to ne vem, koliko si traso gledala, je malo drugačna. Te imajo v bistvu kroge, ne? Medtem ga pa moški grejo pa vmes še na ta Mount Kigali, ali če sem jaz prav razbral. Ja, ampak gre že v drugi polovici je ta gora. Ja, sam je še zmer, ko pridejo na vrh, je še 106 km do konca. Ampak me prav zanima, kako se bo tam gor vozil, ne? Ker lano, ki je Pogačar napadel 100 km do konca, pa je imel pol vmes še Tratnika. Pa to. Sam klej je še pa dolga pol do konca. Ne? Tako da... Vse isti šmoren, ko je bilo lani. Ja, sam tako rekel, imel je Tratnika, zdaj ne vem. Tako da hotel sem reči, da bo zanimiv spremljati, kdo bo šel vse v pobeg, ne? Ker na svetovnem so vedno pobegi, pa klej treba še vedeti, da ni radijske zveze, ne? Na elitni dirki. Čeprav zdaj radijske zveze ni, imajo pa vsi GPS trackerje, zdaj ne vem, kaj to pomeni. Razen tega, da je to samo zaradi varnosti verjetno, ne se drugega tukaj ni. Tako da je pa ta gora ali karkoli, tukaj sem si nekaj zapisal, se pravi 6,6 km, 6,8 je procenten, pa zadnje 0,3 km je skoraj 14%. Tako da to bi znalo biti kar pestro, pa v krogu imajo pa vsakih 5 km je 0,8 km 8%, pa 1,3 km 6,2%. Tako da je kar tak krog, kada bi eno klasiko gledal na koncu. Grozen je. Tako da... Grozen je, 15 km ima krog.
In so meni, tako ko sem gledala, mi je kar malo, mi je kar tako, no, kar treba, ko to gledaš, imaš kar ene mravljince, no, če si kolesar, pa če veš, kaj to pomeni, mislim, da ni nobenega, ki bi rekel, kaj pa je to. Za mene cela trasa je kaj en glavnik, ne, tako da pa s tisto goro še vmes. In ja, ne vem, mislim, da bo to tudi, glih danes pa se pogovarjala s Premožičem, da že lani jih je, ne vem, koliko nekče 60 ali koliko jih je končal samo sploh. Zelo malo jih je končal, mislim, da jih bo pa letos pa še manj. Pa ja, pa sej. Pa tudi od naših, že za sam zaključiti traso, sploh ne vem, ker smo se jih pogovarjali, kdo bo letos kaj pomagal, lahko sploh Pogačarju dejansko. Ne vem, kakšna je vloga. Ko pa še ima Polhan. Ja, ima Polhan, ampak koliko lahko dejansko pomagajo, preden, ko se bojo začeli vsi ti pobegi pa, oziroma lovljenje, kdo bo tiskamo, bo lahko tako pomagal, da bo dejansko ne, da bo že, a veš, to bo že toliko prej šlo na polno, vse tako kalani, ker so jih enostavno nobenega več ni bilo, samo še tratnika, ne. Zdaj ja, mogoče kle, ne vem, jaz bi lahko videla kle recimo Mohoriča, ampak Mohorič se trenutno pripravlja za ta gravel, tako da zdaj ne vem, kakšen bo prišel. Mohorič je fular pripravljen. Ja, tako da se pravim, zdaj bi tukaj mogoče njega še najbolj izpostavljal od vseh teh fantov, vse lahko kdo preseneti. Ne vem, kakšno ima vlogo pa želje, recimo pa ambicije, sploh kar Roglič, ne, tukaj si niti ne predstavljam čisto točen, pač v vsem temu. Tako da zdaj glede na to, da je rekel, da se ni mogel pripravljati za kronometer, upam, da se je pripravil za cestno in zdaj ne vem. Ja. Mislim, da bo kar zanimiv, je pa res, da imajo sem gledala, Belgijci imajo strupeno ekipo, potem Francozi sem kar ene par ekipe takih, ki so res močni, ne. Ogromno jih je takih znanih, odmevnih imen v teh močnih ekipah, tako da... Ja, pa Avstralci tudi. Avstralci, točno, zdaj sem vedela, da je še ena, pa se nisem mogla spomniti. Avstralci, ja, Avstralci imajo tudi, ne, Avstralci imajo noro. Prav. Meni je ta teorija, ki jo letos mogoče tako malo razvijam, o Pogačarju pa Van der Poelu, to ne vem, če ste slišali dopoldan ob kavi, da se pravi pri Remkotu, ne, da ne mu bolj ustreza, če je štart malo bolj v easy, pa da pol on 60 km res lahko odpele, tako ko se zagre. Medtem ka Pogačarju pa Van der Poelu in podobnim je pa skoraj da ne boljš, da se matrajo že od začetka do konca. Da na koncu se pravi, da manj moči izgubijo v primerjavi rečemo z Remkotom. Ker Pogačar saj tako, ker mislim, da je to bilo glih na tej Zwift akademiji, ali kje sem zasledil, da so za Van der Poela rekli, da on nima nikoli največjih vatov, da tudi ni najbolj aerodinamičen itd., ampak da lahko po tem, ki je že šel čez veliko naporov, še zmer drži zelo visoke vate. Ne? To je verjetno bi tako meni na prvi moment bilo, da so to pač tudi ena stvar regeneracije in pa metabolizma, ne, verjetno tudi telo. V bistvu tudi koliko porabiš energije, nekaj Pogačarju se že, mislim, da so tudi letos med turom govorili, da je on najmanj energije tako od konkurence porabil. Ja, je imel tudi te kalorije, ki je kazal, koliko jih je pokuril, jih je v bistvu res najmanj pokuril. Ja. Tako da verjetno gre kle tudi za utrip, kakšen utrip dosegaš in pri kakšnih vatih oziroma teh conah, ki jih imamo, v kateri coni imaš kjer utrip. Zdaj nekaj se da natrenirati, nekaj je genetika, s tem se rodiš in se več potem, kot to ne gre. Ja. Tako da to so pa verjetno tudi te majhni detajli, ki delajo razlike, a ne med kolesarji. In to je to, a ne, tako kot ste rekel, zdaj, če se verjetno, ja, čisto možno, recimo, da bi to lahko skurali marsikoga, tudi Remkota, taka trasa, zato ker bolj ne bi bil problem trasa, pa da on tega ne bi zmogel, če bi bil nižji ritem, ampak zaradi samega ritma, pa zaradi toliko nehitre regeneracije oziroma, da se toliko hitrejš sprazne oglikogen iz nog, potem pa enostavno več ne gre, a ne. Tako da, ja. Moja teorija je za letošnjo svetovno, sicer res sem že rekel, da po vsej verjetnosti bomo imeli zdaj 3 leta istega svetovnega prvaka, razen če se karkoli ne zgodi, vsaj po rezultatih pred svetovnim
Ja. težko rečeš, da bi bil kdo drug. Ampak če bi bil jaz konkurent od Pogačarja, ne, jaz bi hotel imeti čim več dirke na čim lažje. Zato, ker na svetovnem prvenstvu se mi zdi, da je to bolj mogoče, kukar pa na kakšnih teh dirkah, ne, ker na svetovnem se mi zdi, da se bolj gledajo tudi reprezentance, mogoče saj tam, ki ni take zelo velike avtoritete, mogoče niso tako složne. Tako da, če bi jaz Belgici, bi probal umirjati praktično celo dirko ali pa bi pustil neke ubežnike, ki veš, da jih boš ujel in to je to do enih 50 km do konca in bi pol šele probal narediti bolj naporno. Saj tako ima za moje pojme Remko več šans, kakor pa če bi že na Uno goro prtegval k ubrisani. Tako da tudi za naslednje, prav zanima me, to je bilo mislim, da letos tudi velika napaka Vizme na Turu, ne? Da so že oni prtegvali, je bila sam, ne vem, men voda na mlin Pogačarju. Ja. Tako da me zanima, če bo to še kdo pogruntu, ne, in če bojo Recimo začeli v tej smeri delati. Ja. Če je sploh kaj na temu, ampak me prav zanima, kako je. Ker mislim, da so glih na Flandriji letos, da je bilo tako, da so šli, ker so šli pred zadnjič na ta klanc, kjer jim je Pogačar ušel, so šli v bistvu ne vem koliko 10 ali 12 sekund hitrejš, kukor takrat, ki jim je pol zadnji krog, pol on ušel gor, pa ga ni mogel ben več držati. Ne? Da... Ja, čeprav tako, kot si rekel, tam je drugače, ker je ekipa dela za njega, pa definitivno 100% dela za njega, kle so pa reprezentanca in eno je, da niso vsi sposobni toliko delati na tak način, da bi zdaj lahko kar vsi pretegvali, in da bi lahko imel on pol nekaj tega. Pa tako, pa niso, zato, da jo pomagali. Tako, tudi mogoče niso niti ne vsi pripravljeni pomagati, niti se niso pripravljali. Tako da, ja, to je pač kle težko, ne? In ne samo v naši reprezentanci, to velja za vse reprezentance, da nam zdaj rekli, da smo mi kaj drugačni. So imena tako velika v določenih reprezentancah, kjer sta lahko tudi po dva kandidata, ali ima vsak svoje neke ambicije in potem jasno to naredi nek razdor. Še zadnje vprašanje. Rečemo, da Remko ta zabije, pa ga ni v top 3. Jaz kar vidim, da zna biti UAE 1, 2, 3. Se pravi Del Toro, Jay Vine pa Pogačar. Ja. Tudi možno v končni fazi. Ja, sej sem tudi gledala malo ta imena, pa... Ja, Hili je še zanimiv, on je vedno tak, da če je naporna, ne? Spet dolg časa, da on tudi zna. Tudi dolg časa je lahko zraven. Ne, pa sej tam, da bi bil drug tret bolj, ker jaz mislim, če bo naporna, pol mislim, da jim bo Pogačar, saj to jaz upam, dal tinto pit. Tako da, ja, vidiš ti še koga drugega? Ne, kle mogoče bi se kar strinjala s tabo, ker tudi jaz sem tako gledala glih točen nekako ta imena, zato sem pa tudi rekla, čeprav ne zakaj imam nekaj, da sem enega dobil, pa lahko, a bi bil lahko še Francoz, da bi bil slučajno, ok, lahko posegel zraven. Mislim, jaz Ala Filipa ne vidim, lahko je ta Gregoire. Vse Francozih imajo kar enih par, ekipo imajo tako zanimivo. Ne vem, zakaj sem gledala, da Avstralija pa Belgija sem rekla, definitivno, ja. Ja, pa Dance tudi ne moramo, ne, čisto odpisati. Kaj, Skelmose je kao kapetan. Ja. Ja, tudi mogoče. Tako da ga tudi ni čist, ne. Pol so pa... Ja, ne, pa ni... Ja, pa lej Seksas. Ja. A misliš, da bi on že lahko kaj naredil? Mislim, če bo definitivno odmeval povsod, ampak jaz mislim, da še ne. Pa Britanci imajo Onlya. Ja, pa Pitcock. Ja, sam Pitcock mislim, da no tako jaz bi rekel, da glede na to, pa da je na Welti ogromno pustil, pa mislim, da je to za njega preveč. No. Bi prej Onlya, pol že če glih koga od Britancev, ja, pa tako, kot se rekel, Hili. Dobar, imamo tudi Italijane, neki imajo, ne, Pelicarija, Ciconeja. Ja. Mislim, sigurno ne bo zdaj kdorkoli od teh ne bo prišel, ne vem, v prvih 10, ker se bo pač kar mal pač tako, ne, presenečenje. Čak pa pol je še Almeida, pa Ayuso, ne? Ayuso, ja, Ayuso. Almeida je.
Če no. Ni Almeide. Nisem gledal vrstom Ni Almeide. start liste. Almeide ni. Ne? Okay. Ja, nič, pa za konc lahko še vi komentirate spodaj, kdo se vam zdi, da zna biti v prve 3, lahko napisate prvi, drugi, tretji, tako da bo zanimiv. Pa lahko še pokomentirate od Petre Koloto, ko so že rekla. To je pa to. Ta teden bolj slab kaže do vikenda, tako da zgleda, bo naslednjič se vidimo na izletu. Sicer v planu je, da če bo v nedeljo vreme, da bi pred, se pravi dirko, ne pred svetovnim prvenstvom, vse naredili eno vožnjo, en izlet, da bi ga na nedeljo, ker sobota kaže zdaj trenutno veliko slabša kot nedelja. Tako da če bo kaj, bomo itak vse objavili, tako da trenutno bolj kaže na to, da bo nedelja bolj primerna za izlet, pa da naredimo prej en izlet, pa se potem tukaj gleda lahko do konca svetovno prvenstvo. Zmenen. Do naslednjič, sončki, uživite na kolesu. Čau. Čau.